Letno v celotnem svetu zboli kar 1,3 milijona žensk za eno od oblik ginekoloških rakov, torej z rakom jajčnika, materničnega telesa, materničnega vratu, nožnice ali zunanjega spolovila. Večina rakov ginekoloških organov ima vedno boljšo prognozo in daljše preživetje, kar pomeni, da gospe dlje časa z nami živijo z to boleznijo, čeprav ni nujno, da vsi vemo o tem, da nosijo to breme s sabo. Zato je prav, da o tem vedno več govorimo, da razumemo tudi ženske v stiski, ki dolgo časa z kronično boleznijo živijo, in da govorimo o tem, da jim zagotavljamo čim boljšo kvaliteto življenja, in da skratka ljudi ozaveščamo o tem. Če sam za Slovenijo primer povem, če poznate približno 80 žensk v svojem življenju, vsaj ena verjetno živi z rakom ginekoloških organov. V letošnjem letu imamo poudarek na raku materničnega vratu in pa seveda na okoliščinah, v katerih smo se znašli zaradi epidemije covid. Zaradi te epidemije, predvsem recimo v naši bolnišnici to občutimo tako, da je naš oddelek že dvakrat bil seljen na drugo lokacijo, kar je s sabo prineslo zelo težke pogoje dela. Naši zdravniki, negovalni kader, administratorke so pokazali zelo veliko požrtvovalnost, zato da smo lahko oskrbeli bolnice tako, kot je treba. Preko 500 bolnic smo mogli preložiti oziroma jim preložiti termine pregledov. Nekaj smo jih preusmerili tudi k zunanjim ginekologom, ki se jim prav tako zahvaljujemo za sodelovanje. Vsekakor pa glede na stanje epidemije pričakujemo, da bojo ti težki pogoji dela še nekaj časa trajali in upamo, da bomo imeli razumevanje tudi javnosti, ker se maksimalno trudimo, da za gospe poskrbimo tako, kot je potrebno. Leta 2018 je bilo v svetovnem merilu diagnosticiranih 580.000 primerov raka materničnega vratu, kar ga uvršča na eno izmed pomembnejših vzrokov umrljivosti zaradi raka pri ženskah. Istega leta je bilo v Sloveniji nekaj več kot 100 primerov raka materničnega vratu. Pomembno je povedati, da z uvedbo presejalnega programa odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA leta 2003 smo v Sloveniji v bistvu uspešno znižali incidenco raka materničnega vratu za približno polovico. Leta 2009 smo v Sloveniji uvedli tudi cepilni program proti HPV virusu. V ta program so vključena šoloobvezna dekleta. S pomočjo cepljenja proti HPV virusom lahko znižamo pojavnost raka materničnega vratu v približno 70 do 90%. Kar pomeni, da z uspešnim cepilnim programom in presejalnim programom odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu smo lahko na uspešni poti k bistvenemu zmanjšanju pojavnosti te vrste raka oziroma praktično k eliminaciji raka materničnega vratu, kar je tudi ena izmed usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018. Z zgodnjim odkrivanjem sprememb, tu so predvsem predrakave spremembe, omogočamo ženskam enostavno zdravljenje. Predrakave spremembe ugotavljamo s enostavnimi pregledi, s citološkim pregledom brisa, s kolposkopijo in biopsijo. Zdravljenje teh sprememb pa je razmeroma enostavno z ekscizijo v lokalni anesteziji, kar lahko počnemo tudi ambulantno. Kadar zdravimo seveda rak materničnega vratu, je zdravljenje obsežnejše, multidisciplinarno, zato še enkrat poudarjam, pomen odkrivanja zgodnjih sprememb je res pomemben. V zadnjem času pa, ker imamo seveda naše bolnice so predvsem mlajše ženske v rodni dobi, pa potekajo tudi številne raziskave, ki ugotavljajo učinkovitost lokalnih topikalnih načinov zdravljenja, se pravi konzervativnih načinov zdravljenja. Ta zdravljenja zaenkrat še niso sprejeta, verjamem pa, da v prihodnosti bomo lahko našim mlajšim ženskam, ki še niso rodile, ponudili tudi to možnost zdravljenja. Redni preventivni ginekološki pregledi z odvzemom brisa materničnega vratu so zelo pomembni za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu in raka materničnega vratu. Zato je tukaj zelo pomembno, da se ženske odzovejo na te ginekološke preglede.
Naše medicinske sestre tudi delujejo zelo dobro v naših dispanzerjih, kjer vabijo ženske na te redne preventivne preglede ginekološke z odvzemom brisa materničnega vratu. Seveda je to delo zelo pomembno, včasih je tudi naporno, ampak predvsem pa je preventivno. V bližnji prihodnosti pa se nam tudi nakazuje, da bomo odprli cepilni center za cepljenje žensk proti HPV virusu. Tukaj bodo cepljene ženske, katere so po državnem programu cepljenja in seveda tiste ženske, pri katerih bo zdravnik, ginekolog priporočal oziroma svetoval to cepljenje.